prijetno vas je videti v takem številu. Naj se vam kar takoj zahvalim, da ste se odzvali našemu vabilu. Jaz res upam, da nam bo tole vreme zdržalo, da ne bomo mokri, da ne bomo pobegnili kam. Najprej ne se zahvalim za vsem nastopajočim za nesebično pomoč. Z njihovim nastopim sodelovanjem nam bo pač naše kulturno popoldne, pravzaprav naše srečanje bo kulturno obarvano. Kot je že Martin rekel, to naše srečanje je zdaj drugo, eni ste drugič, eni ste prvič. Namen je isti kot lansko leto in sicer, da se med sabo bolje spoznamo, da se začutimo utrip mesta in da skupaj tudi kaj naredimo. Moram vam kar povedati, da ta povezanost v nekaterih delih naše krajevne skupnosti že kar malo začuti in smo lansko leto, pa tudi letos, smo že uspeli par stvari oziroma par problemov rešiti na ta račun. Zdaj prav dolgo jaz ne bi govorila, da ne bi spali, da ste mene prišli poslušati. Imam pa še eno željo, ki bi jo rada delila z vami. Nekako v nekem smislu vas prosim, pozivam vas, da skupaj naredimo to naše mesto prijazno vsem nam, da pa mogoče se ne bi zgodilo, da bomo nekega dne se zbudili in se vprašali, s čim si bomo kupili kruh. Dajmo stopiti skupaj in se potruditi in narediti tudi to naše mesto vabljivo za turiste, ker jaz osebno vidim velik vir dohodka za našo krajevno skupnost ravno v turizmu. Pa jaz tudi mislim, da je že skrajen čas, da vsi se zavedamo tega, da naše mesto je lepo, krasno in da smo vse premalo ponosni na njega. Jaz sem dala v svetu eno pobudo, pa so jo tudi sprejeli, da naredimo svoj krajevni praznik. In sicer, da bi bili tudi navzven prepoznavni, zato so v teku že vse priprave za naš krajevni praznik, za naš grb in pa tudi za našo zastavo. Jaz upam, da naslednjo leto bomo z njo že veselo mahali. To bi bilo danes vse. Hvala za pozornost, prijetno popoldne vam želim. Hvala.